zame, tega nikdar ne veš, kdaj prišel, zate spet ta dan. Drage dame in gospodje, lepo pozdravljeni na odprtju čistilne naprave Prevalje. V našem malem, a prijetnem, odslej pa še čistejšem kraju in občini Prevalje danes med nami lepo pozdravljamo ministra Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, gospoda Zvonka Černača. Lepo pozdravljamo župana občine Prevalje, doktorja Matica Tasiča. Lepo pozdravljamo gospoda Nika Antončiča iz podjetja Aquadata d.o.o. iz Logatca, ki je projektant kanalizacije. Pozdravljeni. Gospoda Denisa Hrena iz podjetja HIS d.o.o. iz Ljubljane, ki je izvajalec kanalizacije. Gospo Barbaro Šuster iz podjetja Esot Invest d.o.o., ki je izvajalec čistilne naprave. Lepo pozdravljamo gospoda Danila Šilca iz podjetja ProPlus d.o.o., ki je upravljalo nadzor. Lepo pozdravljamo gospo Andrejo Šajnovič in gospo Tino Vertič iz podjetja Altius s Ptuja, ki skrbi za obveščanje javnosti. Pozdravljamo tudi predstavnike podizvajalcev iz podjetja Slemenšek d.o.o. Je z nami gospa Polona Slemenšek. Lepo pa pozdravljamo tudi občinske svetnike, direktorje sodelujočih podjetij, nadzornike občine, predstavnike podjetja JKP Log in seveda tudi vas smo veseli, drage občanke in občani občine Prevalje. Kratek program pa začenjajo devetošolci iz osnovne šole Franja Goloba Prevalje pod mentorstvom Tatjane Mori. Zapeli nam bodo dve zimzeleni slovenski popevki. Ena poje o ljubezni, druga pa poje o reki, o eni koroški reki, pravzaprav o reki, ki teče čisto tukaj blizu nas in je bila včasih mrtva reka, v zadnjih desetletjih pa smo jo uspeli oživiti. No in tudi zaradi te čistilne naprave bo ta reka odslej tekla še čistejša. Za vas pojejo prevaljski devetošolci. Starec je govoril mi, da bila si lepa ti, kako rosa jutranja, polna si življenja bila. Zdaj pa gledam reka te, ko vališ počasi se, zdaj osamljena si vsa, polna mrtvega blaga. Mrtva reka, kam letiš? Mrtva reka, kam bežiš? Kje
zaspi, ko jutro te zbudi. Tu bo ljubezni dan. Hvala lepa. To so bili prevaljski devetošolci in dan ljubezni na 3. pomladni dan letošnje pomladi, ki je hkrati tudi ta veseli dan za Prevalje, saj vendar odpiramo čistilno napravo Prevalje. Ob tej priložnosti zdaj k besedi vabimo župana občine Prevalje, dr. Matica Tasiča. Spoštovani prav vsi tukaj zbrani, spoštovani gospod minister, spoštovana županska kolega iz Mežice in Črne, spoštovani svetniki, spoštovani vsi, ki ste tukaj danes na otvoritvi oziroma predaji čistilne naprave. Pred več kot 20 leti smo sanjali, se pripravljali, že delali idejne načrte skupaj z sosednjo občino, pa na koncu ni šla zadeva skozi. In po več kot 20 letih smo zdaj pred zaključkom oziroma pri zaključku investicije čistilne naprave s kolektorskim sistemom. Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 15.1.2019 izdala odločbo o finančni podpori za projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode po porečju reke Meže, sklop 2, občina Prevalje. Celotna investicija je bila vredna približno 6,6 milijona evrov, od tega je evropskih in državnih sredstev 3,8 milijona evrov, oziroma to so regijska sredstva, ki so nam jih občini Prevalje in tudi delno občine Črna dodelili župani Koroške regije v okviru razdelitve regijskih finančnih sredstev. Od teh 6,6 milijona evrov smo morali sami zagotoviti 2,7 milijona evrov, pomeni lastnih sredstev 58,6% pokritju z evropskimi sredstvi, ostalo pa naša lastna sredstva. V sklopu projekta se je zgradila kanalizacija in čistilna naprava v okviru projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 14-20, prednostne osi boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti, vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in prisegajo te zahteve. To pomeni, gre za zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za izvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Za izvedbo kanalizacije je bil na javnem razpisu izbrano podjetje HIS d.o.o. Ljubljana v skupnem nastopu z Gorenjsko gradbeno družbo. Je treba povedati, da je bil javni razpis za izbiro izvajalca za kolektorski sistem izveden že leta 2013 in do leta 2019 je podjetje ves čas obnavljalo garancijo za izgradnjo kolektorskega sistema. Osnovna pogodba je bila podpisana 18.4.2019. Končna pogodbena vrednost za izgradnjo kanalizacijskega sistema je približno 3.100.000 evrov, nekaj več zaradi tega, ker v teh letih od leta 2013 do zdaj se je na infrastrukturi že marsikaj spremenilo in je bilo treba dodatno stvari obdelati. Uporabno dovoljenje za kanalizacijski sistem, kolektorski sistem je bilo pridobljeno 28.2.2022. Izgradilo se je 9 kanalov v skupni dolžini 5 km, 4 črpališča s tlačnimi vodi, razbremenilni objekt na lokaciji pred uvozom čistilno napravo ter bazen s 500 kubičnimi metri in celotna akumulacija 750 kubikov. Čistilna naprava Prevalje je bila
Za izgradnjo čistilne naprave Prevalje je bila izbrano na javnem razpisu podjetje Isot Invest Celje v skupnem nastopu z GIC gradnjo iz Rogaške Slatine in podizvajalcem Haslauerjem, ki so projektirali čistilno napravo. Pogodba je bila podpisana 24.10.19 v vrednosti 2.485.000 evrov. Govorimo o teh številkah brez DDV-ja vse. Gradnja čistilne naprave iz SBR tehnologijo, simultano aerobno stabilizacijo za 7000 populacijskih enot. Zgradili so se 3 objekti, in sicer tehnološko upravna stavba, tehnološki bazeni in zgoščevalc blata ter merilno mesto na iztoku čistilne naprave. Uredila se je dovozna cesta, vsa komunalna infrastruktura in povezava čistilne naprave z RUB bazenom. Poskusno obratovanje se je začelo lani v začetku novembra, trajalo pa bo še kar nekaj časa, 365 dni približno, odvisno od tega, kaj se bo dogajalo. Nadzor nad gradnjo je izvajal po pogodbenih določilih Fidica, podjetje ProPlus iz Maribora. Obveščanje javnosti pa je bil izbran izvajalec na javnem razpisu Altius iz Ptuja. Splošni cilj investicije je seveda zmanjšanje emisij vode zaradi izgradnje čistilne naprave in kolektorskega sistema. S to realizacijo smo predvideli 98,9% pokritost aglomeracije Prevalje na čistilno napravo. To pomeni priključitev malo manj kot 7000 populacijskih enot. Prepričan sem, da kljub dolgi zgodbi, ki ima že skoraj brado od skupnih nastopov pa do danes, da smo celotno investicijo peljali korektno. Zahvaljujem se seveda vsem izvajalcem, projektantu, gospodu Antončiču, ki je projektiral kolektorski sistem in kanalizacijski sistem, da so se vsi potrudili po svoji najboljši meri, da je investicija izgrajena, tako kot je bila tudi načrtovana in da ni nekih bistvenih odstopanj. Zelo pomembno je, da je ta čistilna naprava, ki je pravzaprav v naselju zaprtega tipa, čistilna naprava, ki seveda ne onesnažuje okolja z posebnimi vonjavami, vsaj ne bi smela, in do zdaj v času poskusnega obratovanja že kar nekaj mesecev se izkazuje, da dobro opravlja svoje delo. Veseli smo seveda te največje investicije v komunalno infrastrukturo v občini Prevalje. Veselimo pa se tudi zaradi tega, ker bo Meža čista za vse nas. Hvala lepa in še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste pomagali, iskrena hvala tudi stanovalcem, bližnjim stanovalcem, ki so pač v teh 2 letih prenašali probleme same investicije, infrastrukture, ampak na koncu se te slabe stvari pozabijo, se gledajo dobre stvari. Hvala lepa in lep dan želim tukaj na Prevaljah. Hvala lepa gospodu županu, doktorju Tasiću. Zdaj pa nam bo zapela pevka, ki je doma tukaj čisto blizu, a jo poznajo in imajo radi po vsej Sloveniji že kar nekaj časa, kjer navdušuje svojo glasbo, pa tudi svojevrstnim, zelo iskrenim pristopom do poslušalk in poslušalcev. Seveda, to je pevka Ditka. V zadnjih mesecih je na dobri poti, da postane prepoznavna tudi izven meja Slovenije. Svojo avtorsko pesmijo Cold Heart je namreč prepričala legendarnega britanskega producenta Stuarta Eppsa, ki se je podpisal pod to njeno skladbo. In to je ogromen uspeh, ki gotovo tudi v bodoče veliko obeta. No, ampak Ditka nam bo danes pela v maternem jeziku, torej v slovenščini. Zdaj bomo slišali pesem Ferija Lainščka, ki jo je uglasbil Ditkin oče Gorazd. Naslov pa je Ne bodi, kar nisi. Ditka! Nebo, ki ne more, res ni mogoče, razum mi dopušča, srce pa kar noče, da sploh ne utišam, se vem, da ne laže, ko vse gre po svoje, spet pot mi pokaže, vsi hodijo v vrsti, jaz grem pa po svoje, brez veze,
a vendar lepo je. Ujete so želje, za vse so predpisi, srce pa mi pravi, ne bodi, kar nisi. Ni bar mi za norbe, vsa ta pravila, ničesar ne rabim, želim si le krila. Letela bom zase, svobodna kot ptica, ne bo več dosegla me vaša resnica. Vsi nosijo maske, jaz hočem se skriti, verjamem še v sanje, želim le ljubiti. V svet je izložba, lešči se napisi, srce pa mi pravi, ne bodi, kar nisi. Ne bodi, kar nisi. Ne bom, ker ne morem, ker res ni mogoče, srce pa kar noče, ne. Da sploh ne utišam, saj vem, da ne laže, ko vse gre po svoje, spet pot mi pokaže. Ne, ne, vsi hodijo v vrsti, jaz grem pa po svoje, brez veze, a vendar lepo je. Ujete so želje, za vse so predpisi, srce pa mi pravi, ne bodi, kar nisi. Ne bodi, kar nisi. Letela bom zase, svobodna kot ptica, ničesar ne rabim, ne. Vsi hodijo v vrsti, jaz grem pa po svoje, brez veze, a vendar lepo je. Ujete so želje, za vse so predpisi, srce pa mi pravi, ne bodi, kar nisi. Hvala. Hvala lepa, Ditki. Zdaj pa k besedi vabimo ministra Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, gospoda Zvonka Černača. Spoštovani župan, dr. Matic Tasič, podžupana, člani občinskega sveta, županja in župan sosednjih občin, direktorica komunalnega podjetja, spoštovani mladi ustvarjalci, gospe in gospodje. Danes je lep dan, včeraj je bil pa tudi en lep dan. Včeraj smo namreč 22. marca obeležili Svetovni dan voda. Slovenija je znana po čisti, ohranjeni, neokrnjeni naravi. Ne samo v evropskem, v svetovnem merilu. Slovenija je znana po bogatih vodnih virih, po zalogah čiste pitne vode. In v zadnjih 2 letih je bilo temu področju namenjenih tudi skoraj 200 milijonov evrov sredstev iz evropskih kohezijskih skladov. Preko 68 projektov širom po Sloveniji, preko katerih so se obnavljali, na novo zgrajevali vodovodni sistemi oziroma izgrajevali kanalizacijski sistemi in čistilne naprave. Pitna voda namreč predstavlja in bo še bolj predstavljala v prihodnjih desetletjih strateško surovino. Slovenija bo tudi v prihodnji finančni perspektivi znatni obseg sredstev namenila, da dokončamo začeto nalogo in zagotovimo dostop do pitne vode vsem. Že zdaj smo tik pred zaključnim ciljem, manjka še nekaj odstotkov. Sistemi, ki so bili zgrajeni v zadnjih letih in tisti, ki se izgrajujejo, tisti, ki bodo zgrajeni v prihodnjih letih, bodo zagotavljali dostop do pitne vode vsem prebivalcem Republike Slovenije, ne glede na to, kje živijo.
Pred 2 letoma nas je doletela kriza, ki ni bila samo kriza v Sloveniji oziroma Evropi, ampak je bila svetovna kriza, pandemija COVID-19, ki je določene načrte spremenila, nekatere zaustavila, pomenila pa je tudi nek impuls, nek odziv, ki se je zgodil na nivoju Evropske komisije v zelo kratkem času. In kot veste, je bil 21. julija leta 2020 določen oziroma izpogajan finančni okvir sredstev iz različnih evropskih skladov, ki bodo na voljo do leta 2030, kjer bo naša država imela v tem obdobju na voljo toliko sredstev, kot še nikoli doslej v svoji zgodovini. In en velik del teh sredstev je seveda namenjenih tudi področju vodooskrbe, področju prečiščevanja odpadnih voda, področju poplavne varnosti, skrbi za naravo in številna druga področja. V preteklih letih so bile predvsem manjše občine prikrajšane, ker iz teh sredstev, iz kohezijske politike ni bilo mogoče zagotavljati sredstev za manjše sisteme pod 10 000 populacijskih enot pri vodovodnih sistemih in pod 2000 enot pri kanalizacijah oziroma prečiščevalnih sistemih. Ta težava je bila s tem načrtom odpravljena in kot veste, je bil pred kratkim konec lanskega leta objavljen razpis, ki zagotavlja pomoč pri izgradnji teh sistemov iz načrta za okrevanje in odpornost. Še veliko drugih področjih je bilo naslovljenih skozi ta načrt in je naslovljenih skozi bodočo kohezijsko politiko. Na vseh področjih usmerili smo se v konkretne operacije, v konkretne projekte, v konkretne naložbe, ki gredo v prid ljudem. Od področja zdravstva, ki je dodatno okrepljeno še z 2 milijardama sredstev iz državnega proračuna, do domov za starejše, oskrbe starejših, do podpore izobraževalnemu sistemu, kjer nameravamo skozi kohezijsko politiko zgraditi številne izobraževalne institucije, seveda do podpore lokalni infrastrukturi, en velik del te lokalne infrastrukture predstavlja tudi projekt, ki ga bomo namenu svečano predali danes. Ko gre za denar iz evropskih skladov, sem jaz velikokrat slišal, da se gre itak za nepovratna sredstva. Z neko konotacijo, kot da, ker gre za nepovratna sredstva, je potrebno biti malo manj skrben ali pa ni potrebno tako gospodarno ravnati. Glejte, tudi ko govorimo o nepovratnih evropskih sredstvih, se je treba zavedati, da je to denar, ki prihaja od ljudi. Ta denar prihaja preko davkov ljudi, preko podjetij, se pravi, ta denar na nek način prispevajo ljudje, zaradi tega je potrebno s tem denarjem še toliko bolj gospodarno ravnati, ga gospodarno načrtovati in predvsem tisto, kar je najbolj pomembno, potrebno ga je vrniti ljudem na različne načine. In eden od načinov, da se ta denar vrača ljudem, je tudi ta investicija, ki jo bomo namenu predali danes. Jaz bi se z tega mesta rad zahvalil županu, dr. Maticu Tasiču, vsem njegovim sodelavcem, ki so sodelovali pri tem projektu, vsem izvajalcem, predvsem direktorici komunalnega podjetja, ki verjamem, da je bila tukaj gonilna sila. Skratka, vsem tistim, ki ste na kakršenkoli način pripomogli k temu uspešnemu zaključku. To je vaše delo, to je vaše prizadevanje in s tem prizadevanjem vsi mi skupaj, vsak na svojem področju, gradimo Slovenijo. Gradimo uspešno Slovenijo še naprej. Tako da vam želim uspešno uporabo te nove pridobitve in se veselim naslednjega srečanja ob kakšni podobni priložnosti. Najlepša hvala in lep dan še naprej. Hvala lepa ministru za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, gospodu Zvonku Černaču. Tik pred odprtjem, pred prerezom, slovesnim prerezom traku nam bo še enkrat zapela Ditka. Z odprtjem čistilne naprave bo Meža tekla čistejša, ker bo čistejša, bo v njej še več življenja
In tudi zato je Ditka za trenutke tik pred odprtjem izbrala pesem z naslovom Dober dan, življenje. Življenje je veliko, visoko, večno, kličem ti dober dan in ti ponujam roko za srečno skupno vandranje do veka. Skozi solzenja, svetenja, zorenja, na severni in na južni tečaj, dolino suši na goro vstajenja, in zmeraj znova k sebi nazaj. Dober dan, tisoč možnosti in dolžnosti, dober dan, posvečena norost. Dober dan, mila ptica, mladost in tvoja pesem dari svetost. Dober dan, življenje, silno in milo kot na praznik, prihajam v tvoj hram in ti šepetam na uhu besedilo zaljubljeni, rada te imam. Dober dan. Življenje je veliko, visoko, večno, kličem ti dober dan in ti ponujam roko za srečno skupno vandranje do veka. Skozi solzenja, svetenja, zorenja, na severni in na južni tečaj, dolino suši na goro vstajenja, in zmeraj znova k sebi nazaj. Dober dan, tisoč možnosti in dolžnosti, dober dan, posvečena norost. Dober dan, mila ptica, mladost in tvoja pesem dari svetost. Dober dan, življenje, dober dan. Življenje, dober dan. Dober dan, tisoč možnosti in dolžnosti, dober dan, posvečena norost. Dober dan, mila ptica, mladost in tvoja pesem dari svetost. Dober dan, življenje, dober dan. Življenje, dober dan, dober dan. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa je čas, da slovesno prerežemo trak čistilne naprave Prevalje. Trak bodo prerezali minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko gospod Zvonko Černač, župan občine Prevalje dr. Matic Tasič, gospod Denis Hren iz podjetja HIS d.o.o. iz Ljubljane in gospa Barbara Šuster iz podjetja Esot Invest d.o.o. Prosim, če pridete bliže. Škarij vam ni potrebno nositi seboj, smo že poskrbeli za to. Bližamo se torej slovesnemu trenutku, od katerega dalje bo simbolično meža tekla čistejša. Pravzaprav teče čistejša že v času poskusnega obratovanja, ampak uradno pa odpiramo čistilno napravo zdaj. Lepo osončeni, to nam je všeč. Bravo, čistilna naprava Prevalje je odprta. Čestitke. Prevaljčani si lahko oddahnejo, odslej bodo šli na potrebo brez slabe vesti, da bi kaj onesnažili. Draga publika, vi pa ste vabljeni, da pridete bliže, da si to našo novo pridobitev tudi ogledate, morda pa tudi spijete kakšen kozarček in še kakšno razdrete s kakšnim soobčanom, izvajalcem ali drugim, ki so sodelovali pri postavitvi izgradnji, torej čistilne naprave. Vabljeni naprej, nič se bat.
Moramo seveda na naši službi skrbeti malo tudi za promocijo tega, te pravi, da je pač treba z denarjem gospodarno ravnati. In glede na to, da ste bili tako uspešni in da ste tako lepo zapeli, eno simbolično darilo v obliki hranilnika. Hvala lepa še enkrat vsem in lep dan še naprej.